Dobro, dober večer vsem skupaj. Prvi pogovor po poletni sezoni in nekako otvoritev novega cikla pogovorov. Jaz upam, da nam bo dano, da jih speljamo. Jaz sem jih naslovila letos čisto blizu. Čisto blizu pa zato, ker bodo to avtorji, ki bodo letos moji gostje in avtorice povezane z Domžalami ali pa malo blizu Domžal, ne, saj mogoče bi rekel človek sta staro občino. Tako je tudi Lenart z Domžalami povezan, tako bo naslednji gost Andraž Rožman. Naenkrat sem ugotovila, da je kar precej avtorjev iz Domžal, ne. Vrnila se je Tina Vrščaj v Domžale, vrnil se je Tomo Verk, Sivca se tudi dolgo nismo gostili, pa tudi piše, tako da komi sprot najbrž še najbolj zvesti bralci vse preberejo. Tako da je kar veliko tega domžalskega žuborenja in se mi zdelo, da bi lahko letos pogovore temu posvetili. In prvi v tej plejadi domžalski je bil Lenart, ki je kar nekaj časa, veste, da živel na Sveti Trojici. Tako v Žejah, ja. Pa v Žejah, no, pač tam gor. In zdaj seveda se je sicer podal v Ljubljano, ampak nič zato. Jaz mislim, da imaš še vedno v Domžalah veliko znancev tudi in znancev, pravi na zadnje očeta, pri Trojici. Ja, po Kopanga, ne. Kopanga, po starega očeta. Tako da jaz, nekaj stvari povezuje z Domžalami, siguren. Lenart je namreč sin Daneta Zajca, ne, ki ima res en lep grob na Trojici. Jaz grem kar velikokrat pogledat, kadar tam mimo kolesaram, tudi verzi so gor in je kar, če že kdo ni bil, ne gre to pogledat. Je tudi tako, da se lepo počastimo njegovemu spominu. Kaj ne rečem, Lenart zelo, zelo produktiven zadnja leta, tako da so v zadnjem obdobju išli kar 3 romani, 2019 Delci svetlobe, ne, ta je bilo malo znanstveno fantastičen, pol je bil 2021 roman Roberts, ampak mi bomo pa govorili o romanu, ki ga imamo tudi tle pred seboj, Odred. Zame je bil šok. Ne presmišlja, da ne vem, ampak bova se k temu šoku kasneje vrnila, bolj me to zanima zdaj, čemu pripisati, ne, tole je kar eno tako kratko obdobje, en tak velik kreativni vzgon, en tak zagon. Kaj je bilo to, da se je kar odprlo na en način? Ja, v bistvu, ne, moram reči, jaz sem dal tako malo miru od leta 2006, pa približno do 2015 nisem praktično pisal nič, nabiral se je pa kar nekaj zadev. In takrat sem pol napisal Agencijo, pa pol 3 leta kasneje Američanko, ki sta šle pri Beletrini. Obenem je pa skozi Orlek, urednik in direktor založbe Litere Žico, da je še pri meni zdaj. In ravno takrat sem se jaz menil z Čandrom, da bi mu napisal roman o narodnem heroju Dakiju, Stanetu Semiču. In ki meni Orlek to. Sem jaz rekel, Čandra, da bom jaz to pustil še malo stati, pa bom najprej te stvari naredil. No, in sem naredil pol, je prišel tako ven ta Delci svetlobe, ki so bili najprej mišljeni kot kratke zgodbe, da bojo. Pa mi je bila polna zgodba toliko všeč, da sem jo razvil v roman. Pol je prišel novele Roberts, ki bi morali biti novele, ne vem, zakaj sem se pustil uredniku prepričati, da gre tukaj za roman v zgodbah, ker bi moralo biti 5 novel, ampak okej, ni nič narobe, ne. V vsem tem času je pa skozi nastajal ta roman o Dakiju, oziroma takrat sem bral te njegove najboljši so padli spomine Dakijeve, pa še zbiral material o njemu. No, in takrat je nastopila korona, Čander je rekel, da je blazno zaseden, da nekaj nima časa, pa pol se je še malo ta oblast menala, pa se ga poznaš, on je zelo previden, pa tukaj so bili zdaj desni na oblasti, pa mu Partizana izdaja ni bilo tako zelo več v interesu.
Pa Orlek rekel, jaz bi pa z veseljem, no in pa sem se z njim zmenil. In še šel v litero, ne? Tako je. Ja, zdaj je že povedal ti šok, no, mislim, pač jaz sem kar pridno brala tvoje romane, ne, zadnja leta in potem me je res kar malo šokiralo, ne, da si se lotil teme, pravzaprav, če tako rečeva, partizanščine, ali pa že tudi, začne se tako rekoč kar z prvimi dnevi leta 41, s prvim, ne, in se rekla partizanščina, evo, zdaj druga svetovna vojna, rojen si 20 leti in kasneje še malo več, a ne, in zakaj in kaj je bilo zdaj to, kar te je vodilo, a ne, to mora sigurno povedati k tej temi. V bistvu je mene to še od faksa naprej, še preden sem sploh v bistvu zares pisati začel, no, dobro, sem že delal na teh 5 do 12, a ne, to sem imel takrat vlekel na prvencu mojemu, je še iz srednje šole, ampak vse, ne, tako, da bi partizanski roman napisal me vlekel že v bistvu na faksu, me je zanimal vojni roman, no, bolj pa partizanski, prav zares sem se pol poigraval, takrat z mislimi o raznih zadevah. In ta partizanska tema me je skozi vlekla, pa vsakeč sem si pa rekel, ne, saj temu je že toliko napisanega, pa kaj bo še title pisal, saj je toliko dobrega, dobro, to ogromno enih za nič zadev, ne vem, če veste, pa če veš, da obstaja, na Nuku dobiš, pozabil sem avtorja, prav knjiga z navodili, kako pisati partizanski roman, ki je šla tam nekaj konc 50, 57, mislim, kjer imaš točno zapovedan, kakšen mora biti lik partizana, kako mora biti povedan ta lik partizana, če se ne sme početi, o čemu se ne sme govoriti in kaj treba poudarjati in izpostavljati. Ja, tudi še nagit prop lepo zastavu, ne? Tako, in to o tem je bilo dovoljen pisati, od tega je odstopil, mislim, da Kocbek, pa od tega je odstopil Zupan, drugi pa takrat pravzaprav so se vsi tega kar lepo držali, bolj ali manj, ne. Mogoče še Svetina Zukanov, da je tudi ni šel čisto po teh regalcih, tako tako, kot bi morali biti, ne. Skratka, ampak vse, ne, to se je po meni nekako rolalo, dokler nisem videl, v bistvu bil pol, da sem se lotil te zgodbe, pa kriv Tarantino, režiser. Namreč Tarantino je letnik, mislim, da je 58, ne. In potem sem jaz rekel, če on lahko naredil Inglourious Basterds, pa če Spielberg lahko naredil Saving Private Ryan, pa če je lahko Reševanje vojaka Ryana, pa če je lahko nastal še ta film Fury z Bradom Pittom, ki je tudi po vojni rojen režiser, in tako sem rekel, pa zakaj pa se ne bi jaz bil tledni, mogel biti tukaj skromen, pa se ne lotevati neke teme, ki me pravzaprav privlači. In tako je pa prišlo do tega, da sva se s Čandrom začela pogovarjati o tem, da bi o Dakiju eno biografijo napisal, oziroma v bistvu bolj kot biografijo, da bi njegove najboljši sopadli predelal v roman, ne, ker ne vem, če ste to kaj brali, če si brala te najboljši sopadli, so pravzaprav zelo zgoščen, nečitljiv tekst, zelo težko čitljiv tekst, ker tudi on skače iz teme, tle se vidi, da je v samo založbi šlo, da tak uredniškega dela ni bilo, urednika od Blisa, ne. Ampak pa sem se tega lotil in sem imel na tipkanih že nekih, mislim, da bo 67 strani ali nekaj tacga, pa sem bil še v začetku maja 41. In sem jaz rekel, če sem jaz tega tako držal kot pijanc plota, ne, bo to, kar bo vojna in mir, ena taka malenkostna knjižica proti temu, kar pa mi jaz naredil, rekel, to bo naušlo. Nekaj sem se pa odločil, v bistvu, da bom ta roman uporabil kot en tak gabarit, ker tukaj ima Daki perfekten zastavljanje vse zgodovinske dogodke, vse bitke, vse, ne, in tudi on je tle, brez kakšne avtocenzure piše o vseh teh zadevah, ki jih je počel, ne, nikjer ne ulepšuje zadev, ne postavlja se v boljšo vlogo ali kakorkoli, tako da je en krasen tak vodnik, ki zadržati se ga in pol pisati pa literarno zgodbo na tej podlagi. In tukaj pol na podlagi tega je nastal ta odred, ki je parodil. Zdaj, ko so menil vse te avtore, ne, sej res je te literature je velika, ne. Mislim, da ta zadnji, ki se jo je lotil zelo celovito, je bil še Miderendorfer, ne, druga preteklost, ta je tudi kar taka, ne, pa tudi ne nazadnje Jančar se loteva. Pa veš, tam je bil tudi zelo všeč, Mikelen, Veliki voz. Veliki voz, ja. Ja, se mi zdi zelo fajn ta njegov roman. Jaz sem se sicer še odločila, da bom enkrat tudi Vlade Kavčiča prebrala, ne, se mi zdi, da to je res tako, no, zdaj, ko sem v penziji bo čas, to je res obsežen roman in po moje, ne vem, si ga ti prebral? Ne. Ampak kjer je bil pa tebi mogoče najbližji od teh avtorjev? Mislim, takoj,
Zupan. Menuet za kitaro. Roman, ki sem ga po moje prebral prvič konec osnovne šole, pa pol v srednji šoli, pa pol še na faksu, pa ga pa verjetno nisem več, ko ga znam še vedno skozi zelo dobro, pa se ga spomnim. Ne, Zupan mi je bil zelo blizu po tej strani, tudi Kocbek, Strah in pogum mi je bil zelo všeč, pa tudi ta njegova Kocbekova zgodba, recimo Črna orhideja, ki je bil, mislim, film je bil pa najposnet Črna orhideja, mislim, da zgodba je drugačna slova, ne. No, sej bistveno, ampak Kocbek mi je bil... Svetina Ukana, seveda, ta je bil tudi tak en ljubših romanov, sploh v mladih letih se mi zdel tako zelo fajna, ne. In pol tudi, ko sem se lotil pisanja, sem malo prebiral te za nazaj, ne, take in drugačne dela in pol ena so šla, ena niso šla, ne, tako... Sej moram reči, ne vem, koliko vas je pač prebral Lenartov roman, ne, ampak to, kar je zdaj rekel, sem pričakovala, ne, se pravi, zakaj Vitomil vaju kar veliko povezuje, tudi ti daješ v romanu eno izjemno močno pozornost tej plati, ki je bila velikokrat zamolčana, ne, te ljubezen v partizanih, strast, ne, tam tudi nek zelo lepo rečeš, da tam, kjer je smrt, tam je tudi močna sla in volja do življenja, ne, in tudi v tvojem romanu pravzaprav daješ tej plati kar poudarek, tako kot tudi Zupan, ne. Večina je pa to nekako zamolčala. Človek si je dolgo mislil, da partizani, a veste, so bili čist... Svetniki, nobene svinarije naredili. Da pač ni bilo tega, ne. Tle imaš pa vse, a ne. Tudi v tej bližini smrti, a ne, se najbrž to res poraja. Sigurno pa še nekaj, ne, kar jaz kot mulc, ko sem bral te knjige, pa tudi, ko sem gledal filme partizanske, nikoli nisem dobil tega občutka prav zares, da gre tukaj za zelo mlade ljudi. Ne, poprečna starost partizanov je bila tam nekje med 16 pa 25 let, starejši od 25 so bili že stare bajte, ne, sploh leta 41, ne, te prvoborci začetni, ne, so bili gimnazijci pa študenti v glavnem, ne. Delavci in kmetje so se pol pridruževali, 42. Ne. Tako da to sem hotel izpostaviti tukaj, ne, to mladostnost noter. In prav zaradi tega sem tudi se zelo trudil držati en, v bistvu je zelo sodobnega jezika, ki ga tudi današnja mladina uporablja. Ne. Nisem hotel delati se tukaj po jezikovni plati vračati na ta nivo tistega časa, ne, pa da bi na ta način komuniciral. Jezik je bil vse malo drugačen, ne? Tako je bil drugačen, ne, seveda, tudi kletvice, verjetno vse je bilo malo, ampak jaz sem hotel to posodobiti prav na ta način, da ne samo, da bi bilo blizu današnjemu bralcu, ampak da dam ta občutek mladosti noter, ne zdaj, da je to neka molarija, nočem, da je najstniški roman, ampak prvo ta občutek, da gre za mlade ljudi, ki so se odločili za eno v bistvu nor korak, ne, ker če si vzameš tako, da te ena taka sila zasede, ki je povozila Francijo, gre v Rusijo, širi se posod po svetu, ti spatle nekje na sred, ne, čist na obrobju tega rajha in greš v hosto 41. Se mi zdi, to pa je bil pogum. Prva liga. Sej k temu se bova še vrnila, prav gotovo. Ampak da mi ne uide, ne, mogoče vseeno izkoristila eno priložnost, ki si ravno omenil to mladost. Povedala to zgodbo, ki je meni pač bila nova, no, jaz zdajle pred 14 dnevi na grškem otoku Kefalonija in sem že gledala Mojco Mavec in sem se zapomnila, da je tam ena slovenska zastava nek na otoku in sem se to iskala in tam spraševala in res je to en kraj tam gor, malo bolj v hribih in tam je spominska plošča in res je slovenska zastava, grška zastava, spominska plošča. Zanimivo, ne, 28 mladih slovenskih fantov je leta 43, najbrž da ni točno opisan, ampak sem predvidevala, da po kapitulaciji Italije, ne, da so bili to primorski fantje, ustanovili, ker so dali brigadi ime Primorje, ustanovili brigado in se na tem otoku borilo proti Nemcem, ne, ki so potem prišli in Grčijo po Italijanih osvojili in jih je 28, paste, padali. In zraven so letnice, 21, 22 in 23 let stari, so bili leta 43 in 44, ne. Jaz sem se zgrozila, mislim, da je samo en starejši kot 23 let bil. V tej
skupini padlih. A ne. Se pravi, to so bili res mladi fanti. No in Grki to, moram reči, zelo cenijo, ne, tudi tam v kraju so takoj kazali vsi, kje to je in da sem pol to najdla. Zelo cenijo, ne, to, da so se pravzaprav Slovenci dol borili, ne. To je tudi tisto otok, kjer so posneli film Korelijeva, ta Mandolina, če se spomnite, tisti zanimiv, lušten film o tem italijanskem časniku, ki se zalupno. Ta mladost, ne, to se mi zdi v tem tvojem romanu res pravi srž in hotela sem te vprašati, ne, a se ti zdi, da je lahko ta razmislek danes tudi še kako živ? Kako misliš? Odločitve, recimo. Jaz mislim, da se marsikdaj kdo vpraša, kako bi se danes, kako bi se mi odločili, če bi bili postavljeni v neke take situacije. Že zdaj, ko se moramo odločiti tamle o kakšnih stvareh, vidimo, kako hitro bi postali oportunisti. Ja, ne, to malo za hec, malo za res. Meni je prijatelj rekel tako, veš, partizanščina danes ne bila mogoča, ker že doma nismo več navajeni na Štrbunk hoditi, ampak imaš skret v kafeljca, pa bi dej zraven. Da si už pa sprav proti urad brisu, kar naenkrat. Tako da, verjetno je to, da takrat so bili te ljudje bistveno manj razvajeni, kot smo zdaj razvajeni. Je pa res, če pogledamo malo kasneje, ne, vojno v Bosni, 91, ki pa tudi so bili ljudje približno tako razvajeni, kot mi, oziroma na tem nekem našem nivoju in tako ta Jugoslavija in so šli vse na te gozdove, takrat Bosanci in se borili proti Srbom in tako da verjetno v končni fazi, kad do česa tazga pride, ljudje delamo stvari iz enega drugega motiva pa vzgiba, kadar jih imamo čas razmišljati o njih. Tako da ne vem, težko rečem. To vsi bojo, slišiš ljudi, ja, današnja mladina, to so pa toliko razvajeni pa tako naprej, ampak a ni to tako, da vsaka starejša generacija za mlajšo to govori. Vse so za nas tudi govorili, da smo pa pokvarjeni, pa brezdelneži, pa pankari, pa sam popivajo, pa sam neki se grejo. Pa verjetno so za naše starši... Pa pisatelji. Za naše starši so bili pa hipi, pa ne vem, dolgolasci, pa tako naprej so rekli. In tako, če gledaš nazaj, verjetno se to koteli iz generacije v generacijo, ampak mislim, da ko pride do takih stvari, da se nekaj mora zgoditi in da se premakne, se vedno zgane in premakne. Kakšni so bili pa kaj odmevi, recimo, kakšni si kaj odmeve doživel, da je glede na vsebino, kaj so kaj prav zares kritika je bila mende včeraj na Arsu, ampak je še nisem poslušal, sem šele danes. Kaj pa prijatelji tvoji bližnji? Prijatelji mi pa zelo všeč, predvsem se mi pa začeli dogajati, kar se mi prej pri nobenem romanu ni, da mi ljudje pišejo na mail. Ja, tole sem bral od vas, pa tako naprej. Tako mi je recimo pisal tale dr. Marko Lah, ne vem, ga poznaš, zdaj upokojen profesor iz FDV-ja, in so se pol tudi sešla in dobila, ki bo čisto navdušen na tem, ker on je pa njegovi so pa izloža doma, mama je bila tam učiteljca in tako, skratka, bo z njim, on v petek imala midva literarna večer z njim, ki ga v ložu organizira v obletnici tega osvoboditve loža. Pol mi je pisal en gospod iz Kranja, ki je bil pa njegov oče, pa ustanovitelj Bele garde na Gorenskem in tako naprej in vsem mu je bilo zelo všeč in tako navdušen na tem, da tako nekako, on pravi, da pišem nekako objektivno, ampak sem rekel, lejte, jaz se bom z Belo gardo ukvarjal šele v drugem delu, v prvem delu jih še ni bilo, 41. oziroma do poletja 42 niso obstajali. Bili so neki izdajalci, pa so delavci okupatorjev, ampak ni bilo pa tako, na ta način pa še ni bilo organizirana ta, oziroma Bela garda, kaj je to, vaške straže. A veš, v katerem delu se mi je zdelo zanimivo, če mogoče se tega gospoda dotaknili z druge strani, da tam vseeno, ko pišeš o teh kmetih, tam pač ta odred se ustanavlja z Ljubljane počas, prihajajo, to se dogaja južno od Ljubljane v teh koncih. Pa Molnik pa tako. Ja, Molnik in te kraji tam dol, tja prihajajo, padajo, eni zavestno, eni slučajno, eni so zaljubljeni, to morate videti. Pač vsak je imel en tak motiv, zelo človeški, ni bilo tako vsi tam s polnim prepričanje. Enak en lik, ki je meni najljubših, moram reči, Fani. Ona gre za to, ker je morala iti, fant je šel,
pa je bilo nevaren, da bojo še ker so fanta najdel, Italijani ga ubili, pa je bila pravzaprav na način prisiljena, da gre, pa se razvije pol v eno tako borko hudo. Ampak to sem hotela reči, te kmeti, in pa so te partizani tam hodili in jih je bilo treba nahraniti, pa so hodili malo po kmetijah, pa fehtali, pa je malo, kakor je že bilo, da so preživeli, da so kmetje imeli te pomisleke, pa kaj vam je, mislim. A ne vidite, kakšna sila je, dajmo jih nameraj pustiti, počakamo, boži kako, Veste, tako oportuno, ko bi danes tudi kdo razmišljal, Kako boste vi reveži hostari, najbrž takrat so jih hostari veliko. Ja, v bistvu še bolj, niso na začetku, do oktobra 41 ni bil ločen izraz za partizane, zares partizanim so rekli četniki po domačo si, in plavi gardi in partizanom, se ni ločili na četnik, ker pač četniki so bili pred vojno v kraljevini, kraljeva organizacija, nek način teritorijalna obramba namenjena gverilski vojni v primeru vojne, se pravi elitne enote, ki bojo ostale v zadju in se borile na ta četniški način, in to je bilo takrat ni imeli veze z velikosrstvom, tako kot danes razumemo, ali pa da bili to pol, kar so med drugo svetovno vojno postali, kot smo te klavci in ubijalci po Bosni in tako in pol se je to ponovili. Tako da takrat se v bistvu vsem tem enotam so govorili četniki. In partizani so pa sami sebi že rekli partizani, in se zato imam tudi da komisar Nahrul, enega od komandirjev, ko on pravi, mi četniki, pa on pravi, kakšni četniki, mi smo partizani, četniki so za kralja, mi smo komunisti, se res. Skratka, to je bilo zelo, ta linija je bila do enega obdobja zelo nejasna, in se je pol začela kristalizirati. Tudi to sem hotel, da se začuti ta nejasnost, pa ta kaotičnost tega 41. leta, ko se ni točno vedeli, kako pa kaj, kdo zdaj komu komandira, kdo je pod čigavim poveljstvom. Tudi recimo ta prehajanja, Jaka Avšič, recimo, on je bil najprej četniški poveljnik, pa je prišel partizanom, in pol je prevzel to poveljstvo četnikov, ta major Novak, pozabil sem, komu je bilo Novak, skratka. Precejšen revež in ne dorasel tej funkciji. Avšič je bil pa toliko pameten, da je videl, da iz tega ne bo nič v Sloveniji. Se ti zaključaš pravzaprav tako, da to fani, če se spomnim, raven četniki rešijo in potem jih ona pele naleti nanje, partizanom, ker nekako so tam neki po gozdu nekako zgubljeni. Tako, to je pa, ko sem se spravljal v študij te knjige, sem bral točno od kaj je že, bivši oficir jugoslovanski JLA, ki je napisal to Plavo gardo knjigo, se verjetno tudi tukaj v knjižnici. Skratka, on opisuje ta pisma majorja Novaka kraljevemu tajniku Kneževiču, v bistvu on je sam objavil to, pa s komentarjem to opisal. In iz teh je dosti razviden, da je Novak, tudi sam se vključil najprej v OF, pa je videl, da to ne bo šlo, in pa je izstopil iz OF-a, pa se poskušal povezati za to slovensko zavezo, pa samo tudi tle nagajali, skratka. Politično bi ena dosti nesposobna figura, bil je verjetno dosti pošten, sam po sebi, ampak ni znal iz tega gibanja nič narediti, tudi moramo vedeti, teh Plave garda ni nikoli presegla števila, mislim, da 600 ljudi v Sloveniji, kar je smešno malo. So pa večkrat poskušali navezati stike s partizani, in so jih partizani na nekih lokalnih nivojih sprejeli, ampak so jih vedno zaradi višjega povelja pa zavrnili, ker se je to pomenilo sodelovanje s kraljevimi silami, kar bi pomenilo pol drugačno delitev kart po vojni, tako da tega niso hoteli. In večkrat je pa prišlo tudi do spopadov med njimi, zato to so raztrganci, ki jih poznamo, ki so pa vsi prestopili k tabelim. So pa te plavogardisti, kar jih je bilo, pa res ves čas spremljali italijanske in nemške premike in poročali temu v Kajro, se pravi Angležem, se pravi sodelovali na zavezniški strani. To jaz vedno pravim o poskusih govora o državljanski vojni v Sloveniji. Lahko govorimo na tem nivoju samo med partizani in četniki, se pravi med rdečo pa plavo strujo. Ker beli so bili pa vedno zgolj in samo kolaboranti. Nemci. Italijani. Imaš več Italijanov, v tem delu so Italijani.
Zdaj, kako je bila pa tvoja družina, recimo, kakšna je bila pa tukaj vpliv tega zgodbe, mogoče s tvoje družine in povezave s tem obdobjem? Na ena strani je seveda ta Danetova, ki v to knjigo nisem vpletel, zaradi tega, ker je pač drug prostor, a ne. Tukaj sta bila dva brata, sta padla pri partizanih, a ne. Očeta so v bistvu Bolanga še živega zažgali s hišo v Redegor, tako da pri trojici tudi na spomeniku so vsi trije, dva Stankota Zajca, pa oče pa Štin sta bila oba dva, je bilo obema ime Stane, ta malo bi pa Tone. Drug del, ne, ki ga pa tukaj opisujem, ne, to je pa po mamini strani, so pa tle iz Dolenjskih Toplic, je pa ta klasična dolenjska zgodba, ne. Najmlajši brat je končal vojno kot major Knoja, najstarejši brat je 43. padel pri Tabelih, a ne. Se pravi, staroče bil pa sodelavec OF-a v Ljubljani ves čas, a ne. Pa mama, ne, se pravi babi, kaj je to, moja babica, ne, prababica, valjda, je bila tudi ves čas na strani Tabelih, ker so jih, to pa čisto neka vaška zgodba, ker pač una familija, ki so bili trdeči, jih niso mali, oni so bili pač le in skratka cela familija razcepljena, tako kot cela vas. In to bi en tudi stvari, ki sem jih skozi hotel opisati in sem jo tukaj not vpletel, ta Gusti, ne, ki ga tukaj opisujem, to je v bistvu moj stric. S puško. Ta s puško, ja. Toliko te prebrali. Ja, zelo luštne like razvijaš, ne, jaz sem rekel, kar škoda, da ni že naprej, ne, ker ti si prišel kljub temu, da je rekel, da ne vem do koliko strani, ampak tudi tale knjiga se kje konča? To je januarja 42. A smo že v zimo, ja, seveda je že skoraj zmrzano, to je res. Je že zima, res je. Tako da nekaj tega je bilo, ampak predvsem si bil pa fasciniran, zdaj me to zanima malo Dakija, da obdelava, ne, ta njegov lik. In ga seveda, ti si tudi, še to mora povedati, kako je roman zastavljen, ne. Zastavljen je kot fikcija in kot realnost, ne, tako en prepleta. Se pravi, nisi želel biti sam. Ne, nisem hotel biti samo dokumentarist, nisem hotel biti samo nek dokumentarno pisati, hotel sem fikcijo, ampak seveda fikcijo vpeto v realnost, ne, se pravi, dogodke, ki so se približno dejansko zgodili, par mesecev kasneje, tukaj sem si dovolil to literarno svobodo, da sem malo predstavil zadeve, mogoče komu kaj prepisal, kar ni naredil, ampak v bistvu, v glavnem je pa te junaki, ki jih opisujem, so bolj ali manj fiktivni, ne. Razen seveda Dakija, Majcna, pa še ene parih, ki jih not opišem. To pa, ko si rekla, Daki me je pa fasciniral, najprej me je oče pravzaprav pravil o njemu, ki je pravil še, spomnim se, ko se bil nek dokumentarec o njemu, še tam zgodnjih 80-ih, kjer opisuje tudi to svojo knjigo, verjetno je bilo povezano s to predstavitvijo teh najboljši so padli takrat. Po televiziji prav oče, olega Daki, praviš, njega smo se pa tako balka hodič križali, ne, pa sem se rekel, kaj ima dvojno, ne, prav ne, pol po vojni, ko smo v Nebotičniku sedeli, ne, so bili dijaki oziroma študentje, so rekli, če smo videli Daki not pršlo Malpijan, smo vsi čez zadnja vrata vam božalkem, ko nisi dodal pištolo, potegnil pa strop, začel streljati, pa tako skratka. In takrat se je meni zdel, takrat v mladih letih, to je en tak čisti junak, tudi tako, ne, in prvič junak kot heroj tako in drugič, da v bistvu ne pristaja na nobene kompromise, ne, in da ni tak klasičen, ampak je še vedno en tak napukarjavelj. In po tej strani zelo zanimivo, no, in tukaj raven skozi te najboljše so padli, mi je bila pa fascinirala ta njegova brezkompromisnost tudi do samega sebe, ne, ker se nikjer na nobenem momentu ne ulepšuje. Ne. Tukaj se spomnim enega opisa, ki pride likvidirati izdajalca na Velike Lašče, ne, potrka na vrata, oziroma ga vidijo že, ko gre iz štale proti hiši, in on je tudi njih vidi in pohiti pred hiši, hoče zapreti vrata, ta da nogo med vrata potrka, odpre on, si ti ta pa ta, on reče, sem, kdo ga pa želi, in ta prav sem jo že pištolo za hrbtom, je potegne ven, sem mu rekel, umri v imenu ljudstva in Osvobodilne fronte, te obsojam na smrt, umri izdajalec, in sem ga 3krat ustrelil. Tako, hladnokrvno to opiše, brez kakršenkoli apologetstva, opravičevanja, česarkoli on to pove. In to me je tako dosti fasciniralo, človek se nič ne izmišljuje, pač bil likvidator med vojno in tega se ne sramuje, to je počel.
pol še te njegove druge zgodbe, ne, kako so bili obkoljeni, pa čez oken skoč, pa tam, ko so vsi streljali, on pa čez zalaufal, pa z mitraljezom, pa se je prebil, pa edini, oziroma dva sta on, pa še eden, ki ga je on v bistvu rešil, sta preživela ta pokol, so ustaši poklali ranjence, ki je bil taki tudi ranjen na hrvaški strani, pri Beli krajini. Je spet on edini preživel, pa še pobal še dva ustaša tako za usput in tako da. Skratka, en tak mal Rambo, ne, slovenski, ki mi je bil meni absolutno simpatičen. Ne. Zdaj, če bom govoril, ne, z kakšnim kolegom, zgodovinarjem, ki bi se bolj na to desno stran naslanil, bo rekel, ja, Klavc, Morilc, Prasac, ne, ampak pravzaprav jaz mislim, da od tega se ne da obešati, ne, zato ker njega so že 44, ker je bil pač živeči narodni heroj in ker je svojim načinom delovanja so ga poslali na šolanje v Rusijo, zato da so ga ohranili pri življenju, ker so vedeli, da kakršen je zelo malo možnosti, da res do konca preživel na ta način. Ni se ga dal pa zadržati v nobenem štabu ali pa v kakšnem ozadju, ki je vedno naprej rinil. Tako da po vojni, s temi povojnimi dogodki se pa vrnil, mislim, on šele 46, pa mislim, da itak ni imel nič, ne. Tako da zdaj, da bi njemu eno tako morilstvo, ne, obesili, je brez veze. Ne. To, kar se pa med vojno dogajalo, se je pa pač dogajalo, ne. Bila je gverila oziroma partizansko vojskovanje v zaledju, seveda tukaj ta sodišča niso mogla tako delovati, seveda se je vedelo v vasi, kdo izdaja, ne, če so kmetje povedali in se je pač on ga bilo treba likvidirati, preden je preveč škode naredil in tako da. Zdaj vsekakor lahko v mestu tudi razmišljate, če boste vi kaj vprašali Lenarta, tako da jaz sem tlele pripravljena, bom opazovala tudi vaše roke, če bi kdo želel kaj. Evo, kar, zelo vesela. Kar nekaj misli s tem. Me zelo veseli, da je znova se obudila ta ideja o predstavitvi pisateljev s knjigami svojimi in tako naprej v tem prostoru. Bil sem tle večkrat. Tudi danes so prišla z velikim zanimanjem. Zakaj? Številka 1. Jaz sem otrok generacije, če ste vi toliko po vojni, ne, se jaz spomeničar, kar pomeni rojen 41. In celo 8-letko sem preživel v enem internatu, ker je bila vzgojiteljica, bolničarka 14. divizije, hodila na Štajersko, in iz prve roke doživel vse zgodbe, ki so se odvijale na tem, vemo kakšnem slavnem pohodu. Ki so vas sicer Nemci, Rezner in vse drugi označili kot ludarija, oziroma nesmisel, ampak to se je zgodilo. Torej, iz prve roke, in ker me je tematika zanimala skozi daljše časovno obdobje, sem seveda prišel od Pohorja, prebral vse te knjige, Pohorje, pod Mežakom in Karavankerjem so se uprli, potem recimo Pokluško zadevo, Jasno Draškoško bitko, vse to, kar se je dogajalo, in seveda tudi Semič Daki, najboljši soparni. Osnova njegovega naslova, po mojem se mi zdi, najbolj ste to tudi opisal in zajel, v trenutku, ko se on pomika s četo in ustane na položaju mladenič, tako kot ste lepo povedali, da so takrat od 16 pa do 22, ne, na položaju braneč kompletno enoto. On je seveda tam padel. Četa se je rešila v celoti. Ali pa dogodek, ko je Daki, je bil že strašni tepet Italijanov, se je to vedel takrat, ne, prohrovel z motorjem po vasi in seveda s puškom in traljezom naredil trmar med Italijani in tako dalje. Ja, kad da ga krogle niso matrale skoraj, ne? In kako je bil pravzaprav pri nekaterih komandantih partizanskih višjega ranga, ne, kar malo ljubosumno opredeljen kot nekdo, ki je ekstremno, včasih lahko tudi nevaren. Mnogi ga niso marali. Bračič je bil alergičen na ga. Ampak imel pa prijatelje, partizanske oficirje, visoke, ki so ga obvestili, kdaj mu preti z te strani kakšna neljuba stvar in se seveda primerno umaknil. Ampak to, kar ste zdaj opisal, oziroma povedal, da je bil vihrav, Rambo, partizanski, stoji 100%. Pa še nekaj bi rad. Jaz sem pri Združenju vojaških gornikov Slovenije skupaj z kaplanom Dušanom Kaplan, ki je napisal malo knjižico Partizanske smučine.
in not omenja Dakija, kot snovalca tudi te partizanske čete, ki je bila strah in trepet Italijanov zato, ker so seveda na smučeh spreminjali položaje, svojo hitrostjo, presenetili mnoge, tako da Italijani niso vedeli, koliko pa teh partizanov. To je najbolj napadla cela brigada. V bistvu je bila pa ena sama mala četa. No in Daki seveda je bil tlele izjemen. Tako da, jaz mislim, da je bil kar partizanska legenda. Jaz mislim, da si zasluži to, ja. Koga je Svetina, oziroma če je kje v tem pisal, da se ne spomnim dobro. Dobro, Ana je bila drug lik, on drug, tako da te misli so se mi zdaj utrnile. Sicer pa čestitke za tematiko. Redko v dan današnjem času. Redka, ja. Zagotovo. No, saj v enem je pa res Lenar tudi potrudil, da bi ta roman bil tudi, rekla, nekako blizu mlajšim generacijam. Zato tudi te teme vzpostavljaš, ne, oziroma izpostavljaš. Ena od teh tem je tudi ubijanje, ne. Mislim, zelo dobro, vsaj meni je bilo zelo všeč to soočenje enega mladega človeka, tudi celo dekleta, ne, s tem, da drži v rokah puško in da razmišlja, ne, a veste, kaj je to, a ne. Zdaj si tam in sej ne nazadnje pol prikažeš tako, ni kaj, zdaj pa moraš ustreliti ali pa boš ustreljen, a ne. Ampak vseeno te moralne dileme, etične se porajajo na veliko, ne. A preberem en odlomek? Ja, izvoli, ker to je mogoče res en tak... Točno to mi je na papir, tle sem si ga Ta se mi zdi ena boljših, ne, to tudi mi premalkrat razmišljamo, v kakšni situaciji se nekdo, niso vsi samo, a ne, tudi ta Rambo se je razvil dolgo, ampak te mladi, ki so pa okrog njega tukaj, tudi v romanu, so pa študentje, so pa pravkar poročeni fantje, ne vem, zaljubljeni vse in zdaj ima puško in zdaj kaj? Streljati, ubiti človeka, izvoli. No, to je v tem mojemu staremu stricu, ki je bil ostrostrelec, pa lovec je bil pred vojno, pa tako, tudi zelo vihrave narave. No, skratka, stopil je nekoliko više na greben, ker je vedel, da bo dober razgled in ni se motil. Škofljica mu je ležala na dlani. Snel je puško in je naslonil v bližnje drevo, medtem pa si je z nožem odrezal daljšo debelo palico z dobro rogovilo. Palico očistil, da listje ne bi motilo njegovega pogleda in jo z eno stranjo zasadil globoko v tla. Zdaj je snel zaščitne pokrovčke z teleskopa, naslonil puško na palico in poiskal zaporno točko. Tam je bila španski jezdec položen čez cesto, ob njem 3 italijanski vojaki, ki so malomarno klepetali in kadili. Verjetno jih je še več v bližnji gostilni ali hiši, je pomislil. To je zdaj to, moram, si je rekel. Potisnil je naboj v zaklep, ga zaprl, nastavil je razdaljo 800 metrov. Pobral je pragišče zemlje in opustil drseti med prsti ter opazoval, kako jo odnaša. Padala je navpično, se pravi, ni omembe vrednega vetra, ki bi lahko vplival na smer njegove krogle. Napel je petelina in pomeril. To sam da omenim, petelin pa te ostrostrelke, tukaj gre za eno starejšo puško, šarpavka se je rekel, ameriške izdelave, ki je bila namenjena za streljanje bizonov, bila na en naboj in si jo mogel napeti vsakič streliti, bile so pa zelo natančne. Tudi Mande je rekord bil, da je nekdo ustrelil še med temi indijanskimi vojnami Indijanca na 1 miljo, se pravi 2000 metrov. Tako da... In to je on dobil od strica iz Amerike, že pred vojno, a ne, ta gušti, in potem je postal ostrostrelec. Ja. Napel je petelina in pomeril. Bil je srečen, da starinski teleskop ni zmogel tolikšne povečave, da bi lahko prepoznal obraze vojakov. Bile so le postave v uniformah s karabinkami na hrbtu. Karabinke so bile dobra novica. Bistveno prekratek doseg so imeli, da bi lahko učinkovito streljali nazaj. Dobro, si je rekel in poskušal ostati veder. Dobro, križec se je nastavil na srednjega vojaka na njegov prsni koš. Lepo, srnica Laška, je momljal in potegnil zadnji sprožilec, da je prednjega popolnoma razbremenil pritiska in se ga bo le dotaknil. Takole bodi, dobro, je rekel in se dotaknil sprožilca. Močno je počilo. Zdelo se mu je, da veliko glasneje kot običajno, kadar je bil na lovu. Droben trenutek je za pokom Italijana vrgla po tleh, kot je bil dolg in širok. Držal se je za prsni koš in trzal.
Večerno nebo se ni odprlo, ni ga zadela strela z jasnega, niti ni naden pojezdila vojska nebeških vojščakov, da maščuje gnusen umor vojaka. Prav tako, kot se ni odprla zemlja pod njim in ga pogoltnila med demone in peklenščke. Nič takega. Ptice so vzletele, vrane so zakrakala, murenčki so še naprej na travniku zadaj žgali svojo poletno pesem. Druga dva Italijana sta se sklanjala nad ranjenega niti nista gledala naokrog. Dobro, si je spet glasno rekel Gusti in ponovno nabil šarpavko. Tokrat je vse upravil hitreje, pomeril zadnji sprožilec, dotik sprednjega in bomb. Drugemu vojaku je strel prebil čelado, da ob udarcu se svinčena krogla sploščila in vojaku razbila glavo, kot bi v krhko lobanjo treščilo pnevmatsko kladivo. Šele zdaj je tretji reagiral. Snel je puško, skočil, zaklon in gledal vse naokrog, tle sem gor proti njemu. Ljudje, kar jih je bilo na cesti, so bežali na vse strani, hoteli so se poskriti v hiše. Tretji Italijan je vstal in stekel za njimi, ter skupaj z neko žensko planil v najbližjo hišo. Tudi dobro, rekel Gusti, pobral oba tulca, ki jo bo še potreboval, ponovno nabil šarpavko in se vrnil po isti poti, kot je prišel. Hitel je nekoliko zaradi možnih italijanskih zasledovalcev, še bolj pa pred lastnimi mislimi in slabo vestjo, ki pa je ni mogel pobegniti. Pravkar je hladnokrvno ubil 2 človeka, 2 sinova, morda tudi očeta. Ni hotel poslušati očitkov stare mame, ki bi mu kljuvali vest. Pri tisti stari tepki in jasi se je moral ustaviti, da je prišel do sape. Daleč za njim je zavijal alarm in slišal se je trušč. Sopal je. Se pravi, 2 je pospravil. Vstopil v skrivnostni svet mož, ki mu ga je v otroštvu obljubil stric. Občutek je bil istočasno strašen in veličasten in pošasten. Začutil je, da bo bruhal. Izbljuval vse, kar je pojedel zadnji dan, pa še čez. Lahko bi se rekel, da je izbljuval starega Gustija in naredil prostor novemu, drugačnemu, takemu, bolj pošastnemu. Zavedel se je, da bo treba reči pod podstreho urediti. Jebem ti Boga, je zasopal, ko je šel naprej. Jebem ti Boga. Ja, še kakšno? Zvoli. Meni se zadeva zelo, nisem še prebral knjige, nažalost, ampak sem se zdaj odločil, da bom. Ta obdobje me ne glede na to, da sem malo mlajši, precej zanima. In se mi zdi, ta uvod, da je naredila zelo lepa dopolnitev tistega, ker meni manjka prej ste omenili malo bolj desnih zgodovinarjih. Jaz zelo z veseljem poslušam vse te intervjuje, ki jih Jože Možina dela, ker so zelo v velikem delu vezani tudi ta polovično, neki polkogradski. Čak, a z veseljem? Z veseljem. Aha, okay. Zanimivo mi je, no. In te zgodbe imajo pa vedno meni eno pomanjkljivost, ne. On razlaga zgodbe pač teh ljudi, kmetov tam, ki živijo okrog Loža v tej Loški dolini. In bolj reči, pa kar nekje pridejo partizani, ne. In tu je un del, ki pa meni pri njemu manjka, ne. Zakaj kot zgodovinar ne bi šel in to upam zdaj in verjamem po besedah, da bom tukaj našel, kako so se te ljudje tam znašli, ne. Sej normalen človek pa ne reče, jem šel pa kar v kosto, pa bom mogel žicati za hrano, ne, pa prav proti askirit brisati in to. Tako da se mi zdi mogoče ena dobra dopolnitev, vprašanje pa v bistvu, ali ste te njegove zgodbe, pričevanja, ki jih je zelo veliko, tudi delno upoštevali, ali se pokrivajo kje z temi zadevami, ki jih Daki govori, ker on doskrat govori o Dakijeve trupe, likvidatorji, morilci in te zgodbe so več ali manj skozi iste. Ali se te dogodki tudi pokrivajo in kakšni so izkazi iz 2 strani s temi dogodki, glede na to, da ste verjetno malo več tega pogledali? Bom rekel, Možina je bil moj kolega na faksu, pa se že takrat nismo marali. Lenart je zgodovinar tudi? Tako da ga prav ne bi rekel, da ga spremljam. Sem jih gledal ene par, enkrat sem ujel eno in takrat moram reči, mi šlo prav na živce, ko opisuje napad na vlak, ki ga opisuje tudi Daki. Bil je pa imel pa v gosteh enega starejšega možakarja, ki je iz Argentine se vrnil in on je bil, mislim, da domobranski poročnik in je pripovedoval o tem napadu na ta vlak in kako so pol ujeli enega partizana in je tudi tukaj omenil, da je Daki nekako je vodil ta napad in tako naprej. In pa je Možina vanga začel bazati
ja, ampak unga so pa pustili kar tako za sabo, da ste ga vi pol dubali, ne. Pa je rekel, ja, mi bi isto naredili, ne, ker so se morali umakniti. Ja, ampak on se je pa umaknil. Ja, ampak sej, ne, in skratka, mu je dal to, ne, kot vojaku enakovrednost, ne, možina je pa hotel degradirati enega revo, prasca in tako naprej. Polaga besede v usta. In zaradi tega nekako jaz možine nisem se toliko spravil. Vse mogoče ne tega, ker on govori, ampak tega, ker... Te zgodbe pa, to pa... Pričevalci, ki govorijo, ne? Vsaka zgodba iz tiste strani ima zgodbo iz te strani, ne? In nisem še to več sprašal, niti sem zgodovinar, ampak me zanima, če ste ujeli kakšno, recimo, primerjavo, koliko so to velike razlike, pa kdaj so v bistvu zgodbe identične, samo interpretacija drugačna? Zgodbe se absolutno dostikrat poklapajo, ne, ker seveda partizanska stran ni bila svetniška, kot bi nekateri radijo prikazovali. Seveda je bil ta zelo problematična leta, so bila ravno začetek 42. do ustanavljanja vaških straž, ko si imel posamezne komisarje, ki so se hoteli tukaj rdeče barone in so delili pravico in krivico, pač kot jim je to pasalo. Imeli na udaru domoljubne kmete, ki so bili bogatejši, ali pa razne bivše župane, ali pa te vplivne ljudi še iz kraljevine, ker so zganjali revolucijo in hoteli to delati. Ampak tukaj je pa spet zanimiv podatek, da VOS, varnostno-obveščevalna služba, ki spet ta druga stran pripisuje, tako morilsko stran, njena primarna naloga je bila likvidirati točno take rdeče barone in jih pospraviti zato, da so jih umirili na terenu sceno. In to je bila glavna naloga VOS-a, ki se je danes ne omenja. Seveda so likvidirali tudi Banana Tlačna, ker je bilo pač, hvala Bogu, da so ga, če bi še Rožmana bilo verjetno marsikaj življenje ohranjeno. Ampak kar se mene tiče te zgodbe, iz une strani sem spremljal, seveda prebral sem Črne bukve, ne vem, če to poznate. To je ena napol propagandno material, ampak resnične zgodbe, ki pa opisuje partizanske likvidacije med drugo svetovno vojno, ki, mislim, na Črne bukve, da so šle 44. Kjer so bezbrani zločini komunistov v Sloveniji. In te zgodbe sem do neke mere tudi uporabil zlasti v drugem delu. Tukaj imam tudi en tak lik Figo v romanu, ki je izrazit negativ, partizanski, en tak predvojno tak mali kriminalski, niti ne kriminalc, pa se želi si biti, pač en tak ligavc za vse sisteme. Ben ga ni maral, ki je bil tak, ne. Tako, ja. Ta grata Figa. In ta v drugem delu bo še bolj izrazit tudi postal, in drugi del je tudi precej posvečen temu v bistvu notranji dinamiki med partizani, se pravi točno temu z neko tako trdo komunistično linijo, roko, ki hoče po svoje furati, na drugi strani pa Daki in te njegovi borci, ki so na prvi liniji ves čas in ki se temu nekako ne pustijo. Skratka, ta zgodba in seveda tudi ta dimenzija soočanja oziroma začetka državljanske vojne, ker drugi del se bo končal nekje z kapitulacijo Italije, se pravi septembra 1943. Tako je. Ja, namreč Lenart je napovedal še dva dela temu prvemu, tako da bo treba, da bo še pisal, nekaj najbolj že nastaja. Mislim, da si rekel, da bo ona išla že zdajle v začetku. Tako je, če bo založba odvisna, ampak tako nekako smo zmenjeni. Tako da to bo šlo seveda tudi še naprej. Ampak mogoče, če zdajle mačkam sam zapustimo, se nas tiče ali pa ne. Ampak nekako sem si tle zapisala nekaj, kar je mene zelo zabolelo. Mi danes govorimo o romanu, seveda veliko delo si naredil, meni se zdelo to imenitno, to, kar me je presenetilo, da si se lotil te teme in danes, ko mogoče bi to en rekel, to pa ni lih moderno, ampak po drugi strani sem hotela to odpreti in da pokomentiramo skupaj, mislim, umik recimo dnevnika Ane Frank iz kurikuluma naše šole, mi smo to vsi brali in zdaj kaj sporoča, vidim, da se Milena Blažič zelo trudi s tem in opozarja, kaj mi sporočamo, da otrokom ne želimo, da bi sploh se srečali s to knjigo, recimo, oziroma kako to komentiraš ti, recimo? Meni se zdelo grozljivo, že jaz sem bil
učil zgodovino pa filozofijo v 90-ih, v drugi polovici 90-ih na gimnaziji Mostar v Ljubljani, še prej pa na osnovni šoli, samo zgodovino, ne filozofije. In se mi zdaj tukaj grozljiv, mislim, ne grozljiv, se je razumljivo pri mojih kolegih, kako so vsi, ne, ta 8. razred je bil takrat, še ni bilo 9-letke, pa 4. letnik zavlekli tako, da je nekako vedno zmanjkalo časa za drugo svetovno vojno v Sloveniji. Ne. Vedno se je to samo malo omenili, pa šlo mimo. Zakaj? Ker sem imel probleme. Izmikali so se, ne? Tako, ker je bil problem, ker je že kakšen tečen starš prišel, ja, pa tukaj pa vi zdaj po svojem, pa bi to je bilo pa tako, saj smo slišali, ne, pa se pa s takimi in drugačnimi argumenti. In v bistvu o tem se ni hotel govoriti. To je bila prva taka stvar. Druga, seveda, ta umik dnevnika Ane Frank, se mi zdi katastrofalen. Tretji se mi zdi od Jančarja, to noč sem jo videl, kjer na nek enoznačen način opisuje ta uboj teh zakoncev Hribar, kjer so partizani tukaj absolutni negativci, morilci in klavci, in spet neka ta negativna luč in vedno ta neka negativna luč na to partizansko stran, medtem ko ta stran, ki bi se pa trudila biti objektivna in ohranjati to zgodovinsko zavest, kar se mene tiče, je to še vedno tisti najpomembnejši dogodek, ta ustanovitev OF in ta odločitev za upor proti okupatorju, ki nam je pravzaprav šele dal pravico imeti svojo državo kasneje. Dobro, smo imeli tudi znotraj SFRJ, je bila naša država kar precej samostojna, ampak na podlagi tega se je zgradila pol šele ta današnja Slovenija, kot jo imamo. In jaz sem prepričan, da brez te odločitve in brez OEF-a tega ne bi bilo. In zdaj to zanikati pred samo sebi, samo zato, ker ima pač nekdo tako politično agendo, pa ker mogoče naši cerkvi ni všeč, da se jih na to stran, se pravi te v Ljubljanski pokrajini, na Štajerskem se je na partizansko stran postalo, oziroma ogromen duhovnikov, ja. In primorskih tudi. Pa na Primorskem tudi, seveda. In Primorci, ja. No, samo Ljubljanska pokrajina, ampak tukaj je ta nadškofija, in tukaj je naš kardinal Rode, ki je pač čisti, se ve na čigavi strani, in tukaj je prišlo do tega zanikanja in ta vpliv je toliko močen, da se dejansko to dogaja in jaz mislim, da tega si ne smemo dovoliti. Nemci so danes ena najbolj humanističnih družb v Evropi, oziroma jaz bi rekel, branik evropskega humanizma so danes postali Nemci, nič več Angleži, nič več Francozi, pa Italijani, ki so vsi, ampak točno zato, ker oni so šli skozi to katarzo po vojni, oni si niso zatiskali oči. In tudi meni hecam, ne vem, 15 let nazaj, ko sem bil v Berlinu pri prijatelju, tudi pisatelju, in se pogovarjava in mu povem en vic, SS-ovci in Židje in tako naprej, sem že pozabil, zakaj je sploh šlo. In pridem do konca in sem zasmejal tako, Leonard, this wasn't correct. Pa povedal, da oni se o tem ne pogovarjajo, oni se Židov in z druge svetovne vojne se mi ne hecamo. Tako sem rekel, ok, pri nas je to malo drugače, v redu, bom pustil to tako. In čeprav meni se zdi vedno spravim, da če je dober humor, je lahko črn, je lahko seksističen, je lahko rasističen, ampak če je dober štos, je vedno dober štos in se bom vedno režil. Ampak nikoli pa niso oni prepovedovali teh tem. Pri nas bi jo pa zdaj zato, da bi eno drugo agendo, potete drugo, z izgovorom nekega uravnoteženja, ki se meni zdi ta ena najbolj bedastih zadev, da zdaj moramo pa o vseh stvarih uravnoteženo poročati, uravnoteženo govoriti. In zdaj pač, ker so partizani bili na protinacistični strani, da jih bomo uravnotežili in moramo dati neko negativen kviht gor, da so bili klavci in morilci in komunisti. Čeprav, če pogledamo, danes preštevam, partizani je bilo zelo malo resničnih komunistov med njimi. Razen v vodstvu, ampak še tudi v vodstvu OEF-a si imel različne struje, ki niso bile čisto strogo komunistične. In s tem uravnoteženjem te družbe se mi zdi ogromen izgubljamo. Ker v bistvu tukaj postavljamo zaradi uravnoteženosti, kaj bo naslednja stvar. Bomo razpravljala, je zemlja ploščata ali okrogla, zato da ne bomo unga, ki verjame, da je ploščata prizadela. Možemo dati besedo tudi, more povedati. Jaz pa mislim, da ni treba, da na ta lahko pove, se ima za to Facebook, pa ne, ampak ne more pa biti enakovreden nekemu znanstveniku ali pa enemu zgodovinarju ali pa tako naprej. In se mi zdi, da ta razvrednotenje znanosti se začelo pri nas točno na primeru zgodovine, kjer se ti vse zgodovinske argumente, je nekdo dvignil roko, ampak meni je pa babica povedala.
In argument babice je bil v tem primeru težji od vseh arhivov in vsega. S tem, da kot zgodovinar vem, da ustni viri so najbolj nezanesljivi, zaradi tega, ker te spomin malo drugač, zato ker si emotivno drugače opleten, zato ker stvari drugače gledaš. Pri nas smo pa kar naenkrat dopustili, da je vsak, kar se pač babica spomne, je tudi zgodovinar in lahko sodi enako kot nekdo, ki je preučil tukaj ure in ure v nekem arhivu, brsko in isko ene zadeve in ene podatke, bral knjige, ne vem kaj vse. In to se je pol začel širiti. In pol se kar naenkrat so vsi v pravu vse vedeli, pa so vsi odvetniki pokvarjeni. No, nazadnje je bilo pa, da doktorji nimajo več pojma in da, skratka, boš, da imaš YouTube priklopljen, pa se samo operiraš, ker pač doktorji lažejo in se tako naprej. Skratka, zakaj misliš, da je šla, recimo, tako čisto delo, lahko tudi vas izzivam, to čisto delo, kot je Dnevnik Ane Frank, tle pa ni nobene vejce, da bo še nekaj negativnega ven prinesel. Zakaj je bilo to delo komu odveč? Ali mislimo, da otroci ne prenesejo teh sporočil, ali ne želimo? Mislim, to je nekaj najbolj, rekla, neka najbolj čista vsebina v smislu tega, da je treba opozoriti na določene stvari, ki lahko nastanejo, in imaš krasno izhodišče skozi literaturo, najbrž predstaviti tudi, kaj se je dogajalo med drugo svetovno vojno. Komu, kaj mislite, kaj je zdaj s tem narobe? Jaz lih pri tem dnevniku se mi zdaj tako. A mislimo, da danes otroci ne boš, da jih zaščitimo, da ne bi vedeli teh čudnih zgodb, ki se pa njim lahko zgodijo jutri. Kakšna obrazložitev za kdo, ki je zasledil? To je kar zginalo. Ukinilo se je kot obvezno branje, pač to je bilo to. Namreč sem na poleti v Cirihu, ravna razstava tega poletja, je razstava o Ani Frank. Se pravim, na nekih točkah mogli biti tudi glasnejši mi, ali pa mlajši. In tukaj ne bi smeli biti pardona, da recimo. Gospod je zgodovinar, a ste mogoče pogledal v učbenik za zgodovino za 8. razred? Ne, nisem, sem pa slišal, da je eno B zminimaliziran. Pisanih sta dva taka odstavka. Ja. Eden je to, da so ropali in poživali, in drugi je malo hudo. To sem slišal, in to se mi zdi, da na to nekako ne bi smeli pristati. Jaz upam. Učitelje morali znati. Ja. No, sej, gospa slavistka tle protestira, naša kolegica, zelo. Milena je imela tudi na televiziji bil zelo odmeven pogovor. Hotela sem še to reči, ker si prej omenil, to noč sem jo videl, Jančarjev roman in seveda je Jančar vse loteva na tak včas, bolj včas, tako, Seveda je tudi dober literat. Absolutno. Kar je seveda res. Zelo zanimiva je pa za moj okus, in je dobil, roman je dobil bistveno boljšo protivtež v gledališki predstavi, Zdaj ne vem, kdor si jo je ogledal, to, kar je pa Pipan naredil potem, nadgradnjo za moj okus tega romana, to je pa fascinantno dober. Ali pa nadodlično, ker tukaj je pa Pipan te stvari popolnoma, rekla, na tistih točkah znal je zelo elegantno narediti, tako da se mu najbrž tudi Jančar ni mogel upreti ali pa reči na dovoljem, ampak je tako lepo poudaril, človeške plati enih, drugih in tretjih partizanov, rekel, teh napol kolaborantov, ki so na nek način, in vse je relativizirano, in to z človeške plati. Tako da, kdor ima možnost, saj naigra se več velik, tle je Pipan, se mi zdi. Gre pa tako. Ja, to sploh ne veš, da sediš. Je pa fajn, ne vem, a si prebrala oboje, roman in predstavo? Ampak v resnici v predstavi je nota ravno v tem. Vsi so bili samo ljudje, eni taki, eni drugačni, eni v
taki situaciji reagirajo tako. Tako da jaz recimo iz same predstave nisem dobila antipartizanske note. Moram pa reči, da me to, pa jaz sem generacija 50, a ne 56, nisem vojni otrok. Moj oče je bil mlad partizan, 17, a ne 16. Ampak to, kar pravzaprav je uspela desnica, cerkev, Rode in Možina narediti, je zame veleizdaja. Ja, meni se zdi, tukaj so s tem izgovorom narodne sprave, ki je potem iz sprave zašel v obtoževanje druge smeri in kar naenkrat prišlo do nekega zanikanja druge strani. In zaradi tega... Spomenka Hribar je krasna. Ona je v bistvu avtorica sprave. Ampak sprava pomeni sprava, ne odmetavanje. Ja, absolutno, ja. Edina osebnost, ki stoji, ne? Zdaj stoji na tem, če ste brali kolumne zdajle od Pučnikovi. Ja, to je fajn, ja. Če smem jaz še Izvolite. par mislekov. Jaz bi segel še malo nazaj. Moj razgovor z bivšo razredničarko, ki ima danes 92 let, in se dobijo vsak mesec pred parlamentom in razlaga stanje duha v obdobju pred prvo svetovno vojno, pred drugo svetovno vojno, celotno to obdobje do danes. Ustvarja skoraj in govori o enačaju med letom recimo 20, pa 33, pa še kasneje, ne? Pa seveda nisi zgodovinar, tega ne poznam, boste bi kaj več vedeli. In seže do Mahniča, ki je svojim cikl kot takrat pravzaprav ustvaril ene težave velike, ker se takrat, ko so šli del partizane, pravzaprav pojavila še ta druga stran, nasprotna. No in povežem še z profesorjem Drago Laga na fakulteti, ki je govoril, on je bil ne sokol, ampak orl. Orli in sokoli so bili drugemu jasno antipod. Moja razredničarka je sokolica, prepričana. In vem, da so orli ves čas seveda bili simpatizirani na drugi strani, večina sokolov šla v partizane, ne pa vsi. Prej sem vas pozorno poslušal, ste omenil Plavogardo, Kraljevino, jasno, tako dalje. Točno del sokolov je šlo tja. In tisti pokol na Grčevicah, ali pa borba na Grčevicah, je pravzaprav pokazala eno pravo stran. In ta vaša opomba, kaj pa je bila državljanska vojna, je točna. Tako da partizani so s tem delom jasno zagotovo pripeljali stvar na pravo stran. In brez tega, ko ste prej umiril, seveda ne bi bilo danes tega to, kar pa še imamo samostalno Slovenije. Pa še nekaj. Ana Frank, vsi smo jo brali, gledali filme, šli skozi miselne tokove, njene stiske in otrok. Velik nesmisel. In omemba Možine, z vsem spoštovanjem do oddaj. Vse oddaje intervjuje sem videl, vse. Kako Možina polaga besede, kako usmerja vse na tu, ampak res desno stran, tako močno, da pa seveda prepriča in intervjuvanca, samega sebe in občestvo, ki ga posluša. Pa odprite Nova TV24, pa boste videli. Tukaj bomo, zdaj se pravim, jaz mislim, da zelo sem vesela, da je fino, da gledamo in spomine in pričevalce. In je nujno. Jaz nikakor ne odobram tisti, ki rečejo, ne, samo spomine, ne. Ne, nujno je oboje gledati. Ne zato, da si mi uravnotežimo, ampak zato, ker je vendarle treba in včasih so intervjujanci krasni in res Možina stvari zapelje.
In so intervjujenci iz tiste človeške zanimivi plati. ljudje, ja. Ne? A veste, da ti začutiš to človeško plat, to stisko, ki so imeli jo, a ne, eni in drugi na en način, ampak on se je pol to odpelje na svoj mlin, bi Pa rekel. je Ne? zgodovina. Ne? Jasno, Ja. ja. Tako da tukaj se mi zdi to res, tisto, kar je pa, ko govorimo o literaturi, smo v knjižnici, ne? Roman je precej posegel, ne? To noč sem jo videl, mogoče, a veš, je dosegel eno tako odmevnost, ne? Vse tudi, je pa Pipanu raven to uspel, ne? Da je on je tam pokazal, hočem sam nadgraditi, da so ta družina je živela tam, a ne, v razkošju, s klavirji, z hrano, šampančki, z Nemci, ki so tja prihajali in so se imeli fino in so plesali. In potem so te partizani to gledali, premraženi, zmrzneni, lačni, tam, ne, če se spomniš, ko on opisuje, tam se mi je zdel tisto, da je premaknil, da ni samo negativna plat, ampak da je ta partizan res lahko začutil en gnev do 2 let, čakaj, to ni bilo en vikend, ki te je zebal, to te je zebal pol leta. Pa še nekaj moramo vedeti. In tam je relativiziral Pipan bistveno bolj kot je uspelo recimo Jančarju. Ne. Pa tukaj bi samo to še dodal, ne, tukaj moramo vedeti, da te Hribarji, ne, ta dva, vse so ista familija, kot je bil tudi župan, ne, oziroma so žlahta, ampak ne, ostali Hribarji so vedno vračali nazaj, ne, financirali umetnost, financirali teater, ljubljansko dramo, vem, da je župan Hribar iz svojega tudi podpiral nastanke in tako. Te dva pa ne. Treba vedeti ta, ne, Hribar je prišel do tega denarja dobesedno kot tajkun, in sicer na tajkunski način. In sicer on je prekupčeval zemljišči, teh zemljišč okoli Varaždina, ki so jih kmetje, ki so propadali v krizi 29, jih je on poceni kupoval in jih prodajal Židoma, ne, takrat. Tako da do njega so imeli zamero že prej. Ne. Pa še eni stvari se tukaj ne spregovori, ne, zakaj so ga partizani likvidirali. Ja, zato, ker on je delal za Plavo gardo oziroma za vlado v Londonu. Ne. Ni šlo tukaj samo za ta človeški odnos. Ne. On je pač, ko bi se ta vojna končala, oziroma ko bi se oni hoteli vračati, je on delal zanje. Ne. In tako da tukaj so bile verjetno še neke obveščevalne zgodbe od zadaj, zaradi katerih je do tega prišlo, to se nisem poglobil na ta način. Ampak ni to tako, ne, zdaj enostransko, zdaj pa partizani so pa neko fošarijo zganjali in ga ubili zato, ker je bilo treba, pa čist po krivici pa tako. Ne, pa, zdaj, koliko so jih v resnici tle mrcvarali tukaj in pri ubijanju tukaj, to se pa pač v to ne spuščam in tega niti ne vem. Ne. Mislim, so to zelo krute vojne zgodbe, a ne? Zato je to treba brati, da človek dobi to širino, po moje. Ker počas bova pogovor pripeljala k koncu. Najbrž nam je bil vsem zelo zanimiv in upam, da sva povzročila to, da vam bo tudi knjiga zanimiva, da si jo vzamete v roke, a ne, če se pravim, jaz sem se nalaž prav s tem tvojim romanom in mislim, da spodbuja, ne, nekaj, kar je tudi danes živo, tudi vizavi neke ukrajinske vojne, ki je zdaj tukaj blizu, prvič smo spet zelo blizu. A ne, to ni nekaj, kar se je včas delal tam nek in se nas ni tikal, se nas bistveno bolj dotika, pa še bolj se nas bo. Tukaj bi samo to kot zanimivost pri drugem delu, ne, ki bo en likov, ki se bo pojavil tukaj, ne, je bivši avstro-ogrski oficir, ki je služil pri hetmanu v Ukrajini po kapitulaciji cesarske Rusije in pa imel tudi eno tako precej zanimivo pot, kako je prišel nazaj in tako naprej, en tak lik, ki sem si ga zmislil. Pa takrat vojne v Ukrajini še ni, to sem pisal še lanskrat pred novim letom, tako da vojne v Ukrajini še ni bilo, da to ne bo zgledalo, da zdaj sem pa nekaj aktualnega hodil na ta način, ampak se čisto poklopili s temi dogodki, ki so zdaj. Ja, še kakšno vprašanje, mogoče z vaše strani, ali pa kakšna misel za zaključek še od vas? Čestitke. Hvala. Jaz bi sam še en komentar zgodovinarski, zato ker prej smo spomnili, kako se je zdaj umela. Njena premisa
sprave, ne, temelji na 4 točkah, 2 pozitivnih, 2 negativnih, vsaka za eno stran. Ne. Da upor proti okupatorju je častno dejanje, povojni poboji so nečastno dejanje. Ne. Tukaj s tema dvema premisama jaz nimam veliko težav. Ne. Na drugi strani je potem sodelovanje z okupatorjem je nečastno dejanje, kjer načeloma nimamo težav. Jaz pa imam težavo s tem, da je pa premisa, da je pa upor proti komunizmu, proti ideji, ne, izenačen v častnosti z uporom proti okupatorju. Na eni strani imamo mi praktično življenjsko ogroženo vsakega posameznika in celotnega naroda, na drugi strani je pa ideja, ki se malo ne strinjamo, kako smo mi to, kar imamo, razdelili. In tukaj je mogoče meni tist košček v tej spravi, ki mene žre, ki ne morem reči zdaj, ok, ja, te 4 točke pa tudi jaz podpišem. Kako vi mogoče to reči? Tukaj se absolutno strinjam, točen ta delček, ne, da je upor proti komunizmu izenačen z uporom proti okupatorju, je moment, ki mu jaz pravim, ta bedasta uravnoteženost, ki je tukaj zaradi tega, da bomo nekaj uravnotežili. Tega ni bilo, ne. Ni šlo za upor proti komunizmu. Ne. Jaz razumem, ne, recimo točen ta Notranjska pa Suha krajina, ne, kjer sem imel partizane, pa so partizani tukaj živeli, pa pojedli kmetom, pač kar nekaj zadev, pa so šli malo pobazati Italijana, pa Italijan za njimi pred noro, so partizani zbežali, Italijan se znezil nad kmeti. Italijan se umaknil, partizani prišli nazaj, spet pojedli nekaj, spet šli bazati Italijana. Ne. Seveda je bilo kmetom tega čez nekaj časa do vsega gore. To je ta del, ki si ga zelo dobro opisal. Ja. In so šli prositi pač Italijane, ne, dajte nam orožje, pa se bomo mi sami branili pred partizani in prišlo do vaških straž. In tukaj komunizem nima veze. Nimaš sam na živce, da meni noto letavajo in delajo štalo. Tako da to je en tak izgovor, ki so si ga zmislili za to, da so stvari kao uravnotežene. Jaz bi rekel, da končam to okoli sprave. Ne. Jaz bi rekel, ne, kar se sprave tiče, je verjetno se lahko dva spravita, ko vsak prizna svoje napake. In če partizani tukaj rečejo, ni lepo, da smo vas po vojni pobili, to je bilo zavržno dejanje, se zato opravičujemo, prosim, oprostite nam, je to zame dovolj. Če una stran reče, lejte, nam je šlo to pa to na živce, smo to naredili, kar ni bilo prav, lejte, oprostite nam, dajmo skrb živeti. Se ni treba, da se bratimo, vi živite tle, mi tle, pa se nehamo. Super. Ampak, ne, ko se pa ta sprava zaplete do tega, da je pa treba že spet na tehtenco dajati vse, ne, naše zgodovinske temelje, pravzaprav osnovne nacionalne temelje na zgodovino dajati na tehtenco zato, da bomo dosegali neko uravnoteženost, v tistem momentu pa ta sprava zame postane popolnoma nepotrebna. Zakaj? Sploh zame osebno, pa verjetno za vas tudi, pa za vse te generacije, ki smo rojene toliko po vojni, jaz pravzaprav z nobenim tabelim nimam nič. Meni ni naredil nič, razen da je pomagal Nemcem toliko, da so gor požgali trojico, pa da nikoli nisem spoznal svojega starega očeta, pa 2 stricev. Ampak to je bilo toliko pred mano, da pravzaprav zaradi tega nimam neke resne zamere. In se zdaj, da bi se tukaj z nekim potomcem tabelih spravljal, jaz mislim, da tukaj ni potrebe. Mi da lahko samo nadaljujemo življenje naprej, vsak po svoje in živimo naprej. Sprava kot taka, mislim, da dan današnji ni potrebna več. Ker spravce morate unadva, ki imata da zamero, ne? Če pa nimaš zamere, se pa nimaš kaj spravljati. Vse v tem smo večkrat govorili, veš, tudi takrat, ko je bilo par let nazaj, se spomnite, je bila zelo aktivna na tej zgodbi, večkrat tudi na televiziji in tako. V bistvu se je ljudstvo in so se ljudje že zdavnaj spravili. Ne? Vsi imamo te osebne izkušnje. Ne? Jaz imam tudi v svoji lastni družini po eni liniji tako zbrko dolensko, kot si ti govoril. Ne? Hodila sem samo mogoče en košček, ne nazadnje tam le to vprašal moj sin, povedati, kako sem jaz, ko sem to spraševala svoje, to je sicer ti z babice rekla, ampak ta komunizem je bil ljudem v resnici prikazan kot eno gromozansko zlo. Tukaj je seveda bilo prikazano z vidika, nekaj se je v Rusiji morda že vedlo in v Stalinovem režimu, nekaj malega, nekateri so že prinašali novice o dogajanjih, ampak tisto, kar je cerkev počela, je bilo, da so govorili, da bojo, ne vem, veste, tako kot danes, poslušajte danes, kako znajo ljudje banalizirati
resne teme, ne. Da bojo vsi z istih piskrov jedli, da otroke malte, da ne nojo kuhali, a ne, tako kot se danes marsikdaj dogaja in banalizira, zelo resne stvari so takrat ljudem to v glavo ubijali in to je bilo tisto, kjer pol navadnemu človeku niti ne moreš zameriti tistim mamcem, ki so to poslušale, to je govoril župnik, ki je bila edina vaška avtoriteta na nek način, ne, govoriva o teh koncih, ker župnik na Primorskem ni tega govoril, tam je pa. In narisano je bilo to grozovito in te ljudje so se pač v tem smislu komunizma bali, ne, in seveda je to, kar si tudi ti vprašal, komunizem je pač žal, ni enačen z idejo, ki je rekla čista, lepa in poštena, ampak je komunizem izenačen z stalinizmom, a ne, in z tem najbolj, rekla, krutim, ne, in se je tam moraš to jaz tako relativiziram, če je komunizem ala, pač seveda Rusija, zame pač to ni komunizem, a ne, vse je zrojeno, 1000-krat, ne, ali pa ta ideja, ki bi tako lahko pa človek rekel, tudi krščanska ideja je v svojem temelju lepa, ne, na nek način. Ali pa budistična, ali pa ne. Ampak žal se je seveda marsikaj izrodilo in tle smo spet na temi, kdo je pa Indijance pobijal. Tako da never ending story. No, manj pa sploh. Ne. Tako da tukaj, zato je to pač vprašal, se mi zdelo, to so mi pa razlagali, kako je to teklo v teh vaseh dolenskih, najbrž tudi tam, ki so bili tvoji in so bili se čist ljudje fascinirani. Hoče za konec še ena misel, no? Jaz sem seveda kot 8-letni otrok videl pred seboj knjižico z naslovom Mučeniška pot k svobodi. Nihče med vami tega najbolj ni videl, ker je tudi v vnuku nisem več najdel, ne? Takole kar debela, ne? Z vsemi posnetki, fotografij, vseh pobojev in tako dalje, po vrstnem redu. Črne bukve, pa z drugimi. Zdaj imam to v glavu, ne, pa vse te prepovedi, pa vse dogodke od Mahniča, pa Rodeta, pa vse to, kar pač zdaj vem o tem, ne, pa vse poti, ki sem jih obral in partizanov in sve tudi drugih, ne, pa sedanje vedenje in znanje, mi je sprava kot ena, vendar neupremljiva stvar in za nekim svetovnim narodom biti mir, svoboda, enakost, tako dalje in neka kakovost življenjskega bivanja, ne? Solidarnost. Evo, solidarnost, mi je to jasno. Kako bo pa kdaj Rode sprejel to? Možina. Pa pojmo zdaj po vrstnem redu, da ne naštevam. It's another question. To sigurno je, to se zelo strinjam. Dobro, še vedno bo treba iskati poti sobivanja in razumevanja in tukaj se mi zdi, da je trud in tudi tak roman odpira marsikaj tega, zato ker je Lenart odpiral, rekla, tudi negativne plati znoti partizanščine in dileme drugih, tako, to sem jaz tako doživela in sem rekla, lepo je, ker je to vse na nek način zaobjeto. Tega sem se lotil tudi s tem, ne, namreč, jaz se spomnim, ko sem bil tam drug razred osnovne šole, kadar je kaj odpadala, pa naša učiteljica ni bilo, je prišla ena starejša gospa nadomeščati, neka bivša partizanka in to smo se vsi že za glavo držali, ojoj, ker ta bo pa zdaj jamrala, ne, danes bo pa cel dan ta jamrala, ne. Počasi je to partizansko mučeništvo postalo sem jamar, vse te proslave so bile jamar, ne. To pa... In seveda ti je to zgodbo odvrnili, ne. Jaz sem rekel, zakaj ne bi te ljudi raje naredil človeške, zabavne, zlobne, žleht, nagajive, vesele, tudi žalostne, tudi trpeče, zaljubljene, ne, zakaj ne bi jim dal te človeške plati, ki bi nam verjeten to naklonjenost do partizanov, ne, bistveno bolj ohranila tudi tej moji generaciji v tistem času, ne, ki seveda pa ta averzija se najbolj kazala do vsega tega, ne, v obdobju 80-ih, ko je ta punk se razmahnil in ko smo imeli pač bili itak proti vsemu, ne.
Ampak hočem reči, verjeten, če bi na ta način se to zgodbo gradili, bi bilo to bistveno, bi šlo drugačno, kakor skozi to mučeniško pot, ki se nam je skozi podajala. Dobro, hvala za vaš obisk. Hvala. Hvala Lenartu, Hvala tebi. da smo delili tale mnenja. Naslednji mesec se dobimo spet za zelo zanimivo temo Andraža Rožmana, Titov sin, če ima kdo čas, naj si roman mogoče že prebere. Tema je pač življenje, kako bi rekel, meja med norostjo in normalnostjo, razumnostjo, institucijami, kamor trpamo tiste, za katere pravimo, da niso dovolj normalni, in odpira Andraž te teme zelo na en zelo zanimiv način, no. Tako da spet, evo, tukaj blizu nas zelo zanimivi avtorji. Lep večer še naprej in hvala. Hvala. Mogoče to